Ženska in moška miselnost sta bili iz pradavnine drugačni in tudi danes je situacija podobna. Družba temelji na dokazovanju svoje vrednosti. Moški jo dokazujejo predvsem fizično, ženske mentalno. Smo inteligentna bitja, ki smo se sposobni naučiti marsičesa, a pri odnosih se nam zaradi naivnosti in neznanja mnogokrat zatakne. Pozabimo na to, da je smisel življenja, eden od smislov življenja, da nekako poskušamo čim večjo meri dati aktiven doprinos ljudem okrog nas. Treba razumeti, da smo ljudje različni. Sicer vsi iščemo srečo pa ljubezen, ampak včasih na različne načine. In zato je nekako zelo dobrodošlo, če vsak od nas išče pa najde načine, kako se dotakniti ega, oziroma ne kako se dotakniti ega ostalih, ampak kako se dotakniti in kako zbuditi razum in pa srce drugih, ne pa samo mogoče ego, kar sicer včasih znamo precej spretno narediti. Največji problem današnje družbe je po mnenju Pešca, da smo ljudje preveč egoistični. Komunikacija naj bi bila ključ vseh zdravih odnosov. Ženske imajo praviloma zelo razvito intuicijo in posledično sposobnost predvidevanja. Težava se pojavi, ker moški te veščine naj ne bi imeli. Probamo poslušati ljudi okrog nas. Ne samo tisto, kar so rekli, ampak tudi tisto, česar niso rekli, na kar so nakazali. In pa en od skrivnosti krasne komunikacije, da če poskušamo z ostalimi komunicirati na nivoju potreb, se pravi, če probamo v vsem, kar je bilo rečeno, kar je bilo nakazano, razbrati, kaj dejansko želi ta oseba ali meni pokazati ali sporočiti, kam me želi usmeriti, čem je problem. Ne, ker pazil sem recimo, kako tudi en drugim večinoma dajemo nasvete, katere želimo v prvi fazi dati samemu sebi. Ne, in zato je tudi v dialogih recimo veliko bolj dobrodošlo komunicirati na bazi tega, kaj ljudje rabijo slišati in ne toliko na bazi tega, kar bi ti rad njim povedal. Posebno pomembna je komunikacija v partnerski zvezi. Pravzaprav je osnova zanjo. Na njej zveza pade ali obstane. Gre razumeti našega sogovornika. Včasih je že sam s seboj težko delovati, težko funkcionirati. Še posebej težko je, če sta skupaj dva, ki sama točno ne vesta, kaj bi rada. Zato je zelo dobrodošlo, da tudi pri iskanju partnerja se nekako dva povežeta, ki imata zelo podobna načela, ki sta si vsekakor tudi simpatična fizično, ki sta si sorodna intelektualno in pa ki imata nekako podobne smiselne cilje. Obiskanost predavanja govori v prid pomembnosti te teme v družbi. Predavanje danes mi je bilo zelo všeč, ker je tema zelo aktualna, se mi zdi, in pride vsakemu prav na življenjskem področju, predvsem to, da moški težko razumejo ženske in ženske zelo težko razumejo moške in je pač zelo praktično, če razumemo vsaj malo razmišljanja drugega. Da bi ljudje bolj spoznali, kako se med sabo povezujemo, ne, kako funkcioniramo. In to je, bom rekel, danes v današnjem svetu zelo potrebno. Ne. In on je, bom rekel, neka iskrica, ki nam da upanje, ne, da bi se lahko razvijali, da bomo lahko razumeli boljše drugega, pa pač tudi nekaj lepega izkrojili iz tega. Ne. Življenje so odnosi. Čim kvalitetnejši so, tem kvalitetnejše je življenje samo.